Ji bomo zaupali, ne, da pač slej ko prej, ne, na nekaterih nalogah bo zaupanje vredna. Ne. Pred kratkim sem videl, da je eno veliko podjetje naredilo celotno kampanjo, modno, brez prave osebe, ne, torej tudi so manekeni, modeli, recimo, ne, izgubljajo neka naročila. Ko smo mi hodili na faks, pač smo se učili za čisto drugačne poklice, kakor so danes, ne, in enako je tudi zdaj, in enako bo v prihodnosti, ne. Pozdravljeni v novi epizodi Metro Minutk. Danes sta z mano Lidija Rakuša in Aleš Popič iz marketinga pri podjetju Špar Slovenija. Lepo pozdravljena. Živjo. Najprej vajina prva asociacija, ko nekdo reče umetna inteligenca. Zame je prva asociacija pogled v prihodnost. Zame pa priložnost, zaradi tega, ker že odkar je nastopil ChatGPT oziroma je šel, iščemo priložnosti, kako ga čim bolje uporabiti, oziroma generativno umetno inteligenco, in to nam je v Šparu že kar nekaj uspelo. Ko smo že pri tem, v bistvu, katere so prednosti pa slabosti umetne inteligence? Lahko ostanemo kar na vajnem področju marketinga. Ja, trenutno so to pomoč pri kreiranju vsebine oziroma kreativnih idej. Uporabljamo tudi za produkcijo že, tudi avtomatizacijo že uporabljamo z pomočjo umetne inteligence. Potem tudi vidim veliko priložnosti v avtomatizaciji procesov, teh ponavljajočih se nalog, recimo, in pa zelo hitra pomoč pri kakšni analitiki oziroma obdelavi velike količine podatkov za kakšne hitre odločitve, ki so potrebne sprejeti. Ja, se strinjam z Alešem. Na kratko bi jaz rekla, da je zame pač prednost to, da nam bo zares pomagala živeti ali pa premagovati te ovire hitrosti, ki jih imamo, ne, v prihodnosti. Ne. Slabost, ki jo pa vidim, je pa v bistvu malo v tem, da pravzaprav umetna inteligenca ni umetna, pa tudi inteligenca ni, ne, ker nima zavesti. Zame je pa slabost mogoče trenutno vse, kar se tiče dela znotraj marketinga, ta konstantna potreba po preverjanju pravilnih rezultatov oziroma nezaupanje v umetno inteligenco. Ne. To se mi zdi, da še nismo dosegli tega dela, da bi lahko sproščeno uživali te rezultate umetne inteligence. Ja, in strah, ki ga povzroča, ne, mogoče to, ne. Ta negativna plat je pravzaprav povezana z našimi pričakovanji, s tem našim strahom. Ne? Ko bomo mi ta strah odstranili in bomo začeli tudi zaupati, ker pravzaprav to ni nič drugega kot program, ki mu marsikateremu danes že zaupamo, bomo tudi lažje živeli s tem. Pa mogoče še ena slabost, ki jo že opažam, je to, da ta nevarnost neosebne komunikacije. Ne? Da že se toliko uporablja, recimo ChatGPT pri kreiranju nekih vsebin, da se mu že na nek način daje, če je pa ChatGPT to povedal, je pa že v redu. Dovolj. Potem kar hitro zgubiš ta osebni stik pri komunikaciji. Omenili ste to preverjanje. A gremo v smer, ko bomo lahko pa vsem zaupali umetni inteligenci? V moji naravi je, da verjetno nikoli, vsaj osebno, je pa verjetno zelo odvisno, kakšne procese oziroma kaj bo izvajala umetna inteligenca. Ne. Neke stvari so že skoraj do potankosti urejene, recimo, če lahko dam en primer, en berlinski umetnik, mislim, da je bil El Sedak, neki podoben primek, je dobil nagrado za Sony Awards fotografiji. Ustvaril je fotografije, ko je dobila prvo nagrado, z namenom jo je obdelal z umetno inteligenco, ker je želel probati, ali lahko tudi v strokovnih krogih, recimo, preslepiti. Ja. Je dobil nagrado, sicer jo je zavrnil, ne? Ampak je dokazal, da v tem momentu lahko umetna inteligenca že tako dobro dela. Ne? Ja, jaz mislim, da je ravno to, ne, da ji bomo zaupali, ne, da pač slej ko prej, ne, na nekaterih nalogah bo zaupanje vredna. Ne. Ampak razvoj se nikoli ne konča, ne, in vedno bolj, ko bomo šli v težje stvari, vedno bolj, ko bomo šli, ne vem, v medicino ali kakorkoli, ne, tam bomo mogli zaupati. Ne. Jaz mislim, da je večja težava v tem, da bi ljudje namerno zlorabljali umetno inteligenco. Ne.
Ampak veseli me, da ste omenili ta primer tega umetnika, ker nekateri ljudje pravijo, da se vidi, ko je produkt, oglas, ne vem, kampanja narejena z umetno inteligenco. No, mi smo naredili raziskavo našega prvega oglasa, ki smo ga posneli pač popolnoma v celoti z AI-jem, in ljudem je bil zelo všeč. In ogromno jih ni ugotovilo, da je narejen z umetno inteligenco. Ko pa smo jim povedali, da je narejen z umetno inteligenco, jim je bil pa še bolj všeč. Okay. Jaz sem še mogoče dodal kar konkretno številko, če tako 86% ljudi ni ugotovilo, da gre za umetno inteligenco, potem bi še 6% povečalo oceno, torej vrednost tega, ko so zvedeli, da je umetna inteligenca. Pa mogoče še ta podatek, da to bil naš prvi AI video, ki je bil dejansko tehnološko še najslabši. Potem kot tretji je bil že toliko izpopojen, da verjamem, če bi ga dali meriti, bi bili rezultati še boljši. Vi ste zdaj omenila veliko teh pozitivnih aspektov, kako nam umetna inteligenca lahko obogati življenja, olajša nekatere procese, ampak to pa ne pomeni, da nas nadomesti. Ampak seveda so pa tudi skeptiki, ki se bojijo, da nam bo v prihodnosti izpeljala službe, če lahko tako rečemo. Kakšno je vajno mnenje o tem? Jaz mislim, da se službe tako zelo spreminjajo, da tisti, ne vem, to že iz zgodovine je tako, Ko smo mi hodili na faks, pač smo se učili za čisto drugačne poklice, kot so danes, in enako je tudi zdaj, in enako bo v prihodnosti, ljudje se prilagajamo, in mi, ljudje bomo vedno potrebni, ampak prehajali bomo na dela, se pravi, z umetno inteligenco bo prav tako treba upravljati, prav tako jo bo treba, ne vem, z njo delati, dajati navodila in tako naprej, ampak jaz jo vidim kot nekega pomočnika, se pravi, ti si tam in moraš mu dati neka navodila, Tako da vemo pa, kam recimo naša sploh, slovenska, evropska, recimo demografska piramida gre, mi se staramo, populacija se manjša, delovne sile je pravzaprav vedno manj, zato jaz ne vidim take prihodnosti, jaz vidim bolj kot da je to nujno, če bomo hoteli še naprej upravljati, predvsem dela z visoko dodano vrednostjo. Če pogledamo samo to krajšo preteklost, preden da je Facebook sploh nastal, nismo imeli poklica kot je content manager, oziroma social manager, pa content creator. Seveda. Pa so danes cel kup teh. Tako da tukaj že zdaj nastajajo poklici, kot so prompter in še mnogi drugi. Tako da jaz mislim, da nažalost z veseljem bi rekel, da ne bo ukradla službe, ampak vidi se že zdaj posebej pri prevajalcih in fotografih, oblikovalcih. Pri kratkem sem videl, da je eno veliko podjetje naredilo celotno kampanjo, modno, brez prave osebe, torej tudi so manekeni, modeli, recimo, izgubljajo neka naročila. Tako da, ampak žal se bomo mogli ali pa v dobro prilagoditi temu. Tako, neki poklici bodo zamrli, ustvarili se bodo pa novi. Pa novi, se tako kot je vedno bilo skozi zgodovino, kot se lepo povedala. Poleg oglasov ustvarjenih z umetno inteligenco ste pa preizkusili pri Šparu tudi oglaševanje s hologramom. Lahko poveste še kaj o tem? Hologram je tridimenzionalna slika, kot vemo, izgleda kot da lebdi v zraku in se lahko dejansko vidi iz vseh zornih kotov. In nekako zbuja pozornost strank in zanimanje. In to je tisto, da jih pritegnemo. Mi smo to uporabili v promociji točke zvestobe. JBL, kjer so bili zvočniki, ki pa jih nismo imeli pozicionirane v trgovini, ampak jih je lahko stranka prevzela dejansko v back office oziroma v recepciji. In na hologramu smo vrteli JBL zvočnik, zato da so se lahko. Da smo produkt pokazali, kaj je. Kakšen je. Pa še malo drugače. Hkrati v bistvu smo nagovarjali s to promocijo zelo mlado ciljno skupino, in to je bil tudi namen, da se pravzaprav približamo z neko malo bolj moderno tehnologijo, da jih pritegnemo k nam. Zdaj, če je bila v bistvu prva nadgradnja nakupovalne izkušnje te kartice zvestobe in podobno, smo zdaj napredovali na aplikacije za nakupovanje, ki so tudi vedno bolj personalizirane, se mi zdi. Sta vidva uporabnika teh aplikacij, kakšne so njihove prednosti? Absolutno. Mislim, da je mogoče malo očitno vprašanje, ampak ja. Glede na to, da tudi delava v trgovini,
imamo tudi več aplikacij različnih trgovcev, ker jih moramo poznati. Ampak, če se jaz usmerim na našo, na Šparovo aplikacijo, moram reči, da mi je pravzaprav res vsakodnevni pomočnik. Notor imam kupone, ki jih uporabljam, opozarja me na neke akcije, spuši. Notor imam online letak, se pravi, ne rabim več tega fizičnega letaka, ki je še vedno na papirju in prihaja v Pa, ko smo skupinstvo. včasih izrezovali ven Tako, razne kupončke, pa tako, tega ni To je več. danes, čujemo, telefon je vedno s tabo in ne rabiš misliti na to, da je treba še te stvari, ko potrebuješ, odpreš in to je to. Predvsem tukaj je enostavnost tista, ki je pomembna. Tako za nas podjetje, kot na drugi strani za stranko. In pa ti podatki, ki jih lahko dobimo v stranki, ki jih prostovoljno z nami delijo, lahko pripravimo še boljšo nakupovalno izkušnjo, od personalizacije do segmentacije. Skratka, želimo si podpirati življenjski stil našega kupca, ne samo s ponudbom, pa tudi z contentom. Zdaj pa mogoče za zaključek to, kako vidite prihodnost marketinga, oglaševanja, spričo tega razvoja tehnologije in naprednih orodij? Jaz mislim, da bo tehnologija zelo vplivala na prihodnost, predvsem v smeri personalizacije in pa segmentacije. Torej, kot sem že prej omenil, čim bolj urejena ponudba za stranko, da se jim podpira njihov življenjski stil. Že zdaj vidimo, da ljudje oziroma stranke na nek način smo razvajeni, želimo zelo ugodje, zelo convenience, temu rečemo. In na tujih trgih uporabljamo, oziroma na domačem trgu uporabljamo tuje storitve, kot so Amazon, Netflix, YouTube, kjer je vse personalizirano. In želimo, da tudi drugi naši podjetja, s katerimi smo v stiku, dejansko zagotavlja neke iste storitve. Jaz mislim, da gre zelo v personalizacijo in pa v content, v bistvu storytelling, ker bo še bolj kvaliteten, potreben, tudi s pomočjo AI-ja, kar se mogoče slišimo ironično, ampak verjamem, da to bo. Pa en tak trend, ki se mi zdi, da je prihodnost, je glasovno iskanje. Iz tega tipkanja prihajamo ljudje počasi na glasovno iskanje. Personalizacija, segmentacija, uporaba tehnologij, tudi video in tako naprej. AI, pravzaprav vse pore marketinga, od briefa do produkcije, videoprodukcije in tako naprej. Bi pa omenila še, da se pa ni treba tako bati, da bomo šli samo v neko specializirano smer v marketingu. Še vedno bo ostal ta nek mass marketing, kakorkoli rečemo, zato ker če želiš nagovarjati nove kupce, če želiš nagovarjati nekoga drugega, moraš iti tudi širše, tako kot pravi Mark Ritson, bothizem, se pravi po eni strani nek mass marketing, ki ga delaš, po drugi strani pa zelo personalizirane, segmentirane in tarčno usmerjene komunikacije.